Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi z podcasta. Z vami sem Mateja Trunk-Hrvatin. Tokrat nadaljujemo serijo analiz o javnomnenjskih raziskavah, ki jih za Siol pripravlja Valicon. Ker je čas, v katerem se politični prostor precej zaostruje, bomo v podcastih pogosteje spremljali meritve političnih preferenc in s tem tudi z analitičnim pogledom preverjali, kako se spreminjajo razmerja moči med političnimi strankami. Tokratno meritev je Valicon opravil med 6. in 8. februarjem, rezultate bo pa komentiral dr. Samo Uhan, politični analitik in dekan Fakultete za družbene vede. Dr. Uhan, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Kako ste? Tako kot zadnjič, dobro. Odlično. Zdaj, če pogledava zadnjo meritev, ki smo jo objavili v bistvu konec januarja, je nekako kar pokazala, bom rekla, neko stabilno sliko političnega prostora, ni bilo nekih večjih pretresov. Razmerja na vrhu so seveda ostala podobna, SDS in Gibanje Svoboda sta tista, ki nekako stajata osrednja akterja. In ste pa takrat tudi opozorili, da se politična dinamika dejansko lahko postopoma spreminja tudi z bolj aktivnim pristopom koalicije. In da se lahko tudi pomemben del nekako te politične bitke odvija prav v prostoru okoli parlamentarnega praga. In kjer v bistvu lahko te nekako izgubljeni glasovi tudi odločilno vplivajo na končno razmerje sil. Zdaj, dr. Uhan, če pa zdaj izhajava iz te izhodiščne slike, ali tudi ta nova meritev potrjuje nekako nadaljevanje teh trendov, ali se je mogoče zdaj pojavila kakšna druga sprememba, ki vam je padla v oči? Tisto, kar lahko potrdiva, je pravilnost najinih takratnih špekulacij, če tako rečeva, da imamo že precej utečena razmerja, ki se ne spreminjajo bistveno, in mislim, da bo to trajalo vse do uradnega začetka kampanje oziroma intenzivnih medijskih pojavljanj, ki se bodo zgodila v času tik pred oziroma predvidenem času. Torej, na videz se tu ne dogaja nič posebnega, imamo dva akterja, nesporna voditelja leve in desne sredine, levice in desnice, kakor želite, in potem tiste, ki sledijo. Zdaj, ko sva prej ste omenili koalicijo, mislim, da koalicija intenzivira kampanjo z promocijo dosežkov. Zanimivo je, da tudi v tem času še vedno prihaja do nekaterih posameznih solo akcij. Ena taka zanimiva je bila zopet s prestavitvijo praznikov iz nedelje na delovni dan, če se tako zaradi koledarskih značilnosti zgodi. In tu je nastala neka navidezna tenzija med liderjem levice in premijerjem, čeprav se mi zdi, da to ne gre sploh ne seveda za kakršenkoli resen konflikt, ampak del prikaza značilnosti te koalicije, ki vendarle ministru Mescu daje neko težo, da je subjekt v tej politiki, da je njegova politika suverena politika, tudi politika stranke, ki pripada s socialnim programom, in da je premier tisti, ki je koordinator in korektor tega. Kaže na nek vtis demokratičnosti dobimo, dinamika v tej koaliciji. In seveda pričakovana reakcija premierja, ki je tisti, ki je najbolj odgovoren v končni fazi za politiko. V tem smislu se mi zdi to, bi rekel, čisto taka simpatična poteza pred odločitvami. Odzval se tudi kar v bistvu zelo hitro na to. Zelo hitro in nekako pričakovano. Ni ga pravzaprav poskušal diskreditirati, ampak ga volivci lahko razumejo, vse ima svoje meje. Tako. Tudi naša politika, pa vendarle pač razumite jo kot premišljeno in res ne dajanje obljub v času, ko smo najbolj izpostavljeni. Potem pa, če greva nekako na drugo stran, na opozicijo, tudi tam so razmerja, lahko bi rekel, zamejena. Imamo nesporno prvo mesto SDS-a, ki stagnira, bi nekako rekel, tako kot Svoboda v tej svoji oceni. In
potem krepitev ali pa stabilizacija skupne liste NSI, SLS in Fokus, kjer lahko zdaj prepoznamo pravilnost neke strategije združevanja glasov. Mislim, da se je to obrestovalo tako Levici kot Vesni, kjer nimamo več pomisleka, ali bo Levica in Vesna kot združena lista prideta v parlament, nesporno, da je. Enako velja za NSI, SLS in SLS in Fokus. Torej, to bi nekako pomenilo pravilnost odločitve združevanja glasov. Zdaj, Levica oziroma leva sredina ima tu še vedno več težav, ker saj dve stranki, Prerod in pa Mi socialisti, pa mogoče tudi Glas upokojencev in pa stranka Zeleni in tako naprej, gre za neko drobljenje glasov. V seštevku bi to pomenilo skoraj da podpora stranke okrog 5-6% glasov. To je težava. To je težava. Ne vemo sicer natančno, ali se ti glasovi v resnici potem tudi prenašajo na volitve. Lahko bi rekli, da seveda vsak politik pravi, volitve so najboljša anketa oziroma najbolj natančna anketa, pa je tukaj neka napaka v tej izjavi. Sicer zakaj? Ne? Odločajo tisti, ki pridejo na volitve, v anketi pa pravzaprav sodelujejo vsi. Anketa na nek način reprezentativna, pokaže način razmišljanja vseh, tudi tisti, ki ne nameravajo priti na volitve. Na nek način je napaka v anketi večja, kot je dejansko. Zdaj, raziskovalci znajo to tudi anticipirati, znajo napovedati iz glasov neopredeljenih ali pa tudi prepoznavati trendov in na koncu bodo narejene seveda take korekcije, ki bodo objavljene kot volilna napoved. To je pa trenutno samo sondaža. Prepoznava pač trendov v ta trenutek. Še nekaj bi dejal, neka značilnost teh rezultatov je, da imamo tu nekatere stranke, ki jih v klasičnih medijih sploh ni, oziroma katerih aktivnost v klasičnih medijih sploh ne prepoznamo. Se pravi, so samo na družbenih omrežjih? Da, tako je, tam so zelo aktivne, vendar se moramo od podpornikih teh strank spraševati, te stranke so vse v enem delu protisistemske, SNS, pa rekli smo tudi Resnica, in nekatere še druge, za katere ne vemo, ali je aktivnost njihovih podpornikov aktivnost vezana na spletna omrežja, na specifičen način izražanja stališč, ki so tam dopustna, ali pa se bo to res nekako prevedlo v njihovo odločitev, da se udeležijo volitev in tudi volijo podprejo te stranke. Ali pa ne. Tudi jaz mislim, da je ravno pri teh volivcih značilna neka neodločenost oziroma odločitev v zadnjem trenutku. Ti glasovi so težko ulevljivi z anketami, preprosto zato, ker je v absolutnem številu je to premalo volivcev, prevedeno potem v odstotne deleže pomeni, da smo nekako znotraj intervala zaupanja, merske napake in ti odstotki so lahko, in potem bi to bila napačna interpretacija, hitro še zaenkrat večji, kot so. Če imate stranko z 2-odstotno podporo in potem stranko 4-odstotno podporo, je razlika na videz v odstotkih velika, ampak v absolutnem deležu pa ne. Tako da tukaj je potrebno nekaj previdnosti. Je pa res, da ugotovimo, da je prisotnost na socialnih omrežjih, na teh spletnih platformah v resnici pomembna in mislim, da se to zdaj vsi zavedajo. Precej, ker bom rekla, se mi zdi, so se začeli vsi nekako pojavljati pogosteje, kot so se mogoče pred časom. Da, je pa lahko to dvorezen meč, ker bi rekel, nekaterim strankam to bolj pritiče kot drugim. Za nekatere nas ne preseneča, če se pojavljajo v takšnem neformalnem formatu in si lahko dovolijo tudi več. Za stranko, ki pa ji pripisujemo neko serioznost, resnost, pa je mogoče lahko pojavljanje na tak način, saj za en del volivcev tudi nekoliko odbijajoče ali pa nenavadno. Tako da tukaj je pri strategih potrebna previdnost. Lahko nagovarjaš mogoče del populacije uspešno, ne znam pa si predstavljati, recimo, da bi
ne vem, Gibanje Svoboda vso kampanjo prenesla v ta format. Ne, vsekakor to ne bi en del mogoče, da se pojavlja več kot toliko. Brez težav pa to lahko naredijo stranke, kot so, ne vem, Pirati ali pa Resnica ali pa karkoli. Zelo nehvaležna in tvegana je kakršnakoli napoved. Tisto, kar zanesljivo lahko rečemo, da prihodnje sestavljanje vladne koalicije ne bo tako hitro, kot je bilo pretekla. Koalicija, ki je imela predvsem zelo veliko podporo volivcev Gibanja Svobode, ki jih bo nekaj izgubila. Ali se boste drugi dve stranki na ta način okrepili, težko rečemo, verjetno ne. Del volivcev pobere tudi prerod in potem bo ta koalicijska kombinatorika nekaj časa prisotna. Tisto, kar se zdaj ta trenutek zdi neznanka, je precej nepredvidljivo in nenavadno obnašanje predsednika stranke Prerod, ki dopušča pa hkrati tudi izraža pomisleke glede sodelovanja z sedanjo koalicijo, predvsem predsednikom Gibanja Svobode, kar je zelo nenavadno, če želiš pač tvorno delovati pri sestavi levosredinske koalicije in ne želiš omogočiti nasprotni strani oblikovanje nasprotne koalicije, ampak jaz mislim, da vsega tega dogajanja še ne moremo pravzaprav napovedati, ker tudi dinamika znotraj te stranke ali pa znotraj koalicije je nenapovedljiva. Najverjetneje bodo potem ti zadnji tedni oziroma zadnji dnevi še najbolj tudi morda. Značilnost vseh naših volitev, last minute swinging, se pravi, v zadnjem trenutku se premislimo, ampak to velja samo za en del volilne populacije. Ampak v tako tesnih razmerih, kot jih imamo, ta del seveda lahko odločilen. Ja, zagotovo. In pa tudi seveda neopredeljenje je potrebno nekako zbuditi, tako, da gredo oziroma da mislim, se začnejo zavedati. Mislim, da je povsem jasno, in to se zdaj vsi zavedajo, da je volilna udeležba ključna. In prepričan sem, da tukaj še vedno velja, da večja volilna udeležba pomeni povečevanje možnosti levosredinske koalicije, če pa levosredinska koalicija ne prepozna jasne želje in odločenosti, da se stavi vladno koalicijo, potem lahko uspava to del volivcev leve sredine ali pa celo jih potisne v neko stanje, ko bi volivci mislili, da je vsega konec, da so volitve izgubljene ali pa dobljene, kakorkoli. Tako da, torej, ne pravim, da tako je, ampak mislim, da bo na to treba biti zelo pozoren. Ja, verjetno se bo tudi potem v dejanski uradni volilni kampanji to izkazalo, mogoče bolj izkazalo. Tako pričakujemo še tudi marsikaj, v smislu presenečen ali pa mogoče tudi kakšnih afer ali kakorkoli. Čeprav se mi zdi, da bi se moralo zgoditi res nekaj zelo spektakularnega, ker tisto, kar nekateri politiki omenjajo kot odločilno, odločitve KPK-ja, sodišč in tako naprej, vse to je že znano. Vse to so volilci že ukorporirali v svojo odločitev, ker ne glede na to, ali se formalizira potem, neka odločitev KPK-ja ali se ne, to je nekako zdaj prisotno v javnosti, predmet debat, analiz in nič novega v tem smislu se ne zgodi, če imate neko formalno potrditev. Za tiste, ki podpirajo pa nasprotujejo neki opciji, je to pač samo še dodatni argument, da so se prav odločili tako, kot so se odločili. Velja. V redu, to je za danes vse. Zopet bova komentirala čez 14 dni, bova videla, kako se bo takrat že slika morda kaj spremenila, morda ne, tudi te neopredeljeni morda se bodo že začeli prebujati. Ja, takrat čez 14 dni bo se že tudi začela uradno kampanja. Tako da bo pa še pestro zagotovo. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, najlepša hvala, da ste bili z nami. Do naslednjič.